Sveža, zdrava in domača zelenjava. Ni tako lepo, kot tisti uvožen, ki je bolj lepo za pogledati, ni pa tako zdravo. Ponarejena hrana je realnost. Interpol je preprečil, da bi 131 tisoč litrov olja in kisa, 22 ton riža, 186 ton kosmičev in 60 tisoč steklenic šampanjca končalo v naših želodcih. Še en dokaz, da nismo varni pred prevarami. Ljudje ne vejo, da recimo v mesninah iz uvoza kupijo zelo veliko vode. Tudi zato uprava za varno hrano izvaja vse več inšpekcij, a vsega trga ne morejo pokriti. Do silnih trgovinah, ki jih imamo v naši državi, bo vedno premalo inšpektorjev, da bi vse pogledali. In kar pregledajo, velikokrat ni tisto, kot kar se prodaja. V jeseni smo pregledovali oljčno olje. Na kvaliteto, marsikaj. Da ni notri to, kar piše. Tudi rženi in polnozrnati kruh, predvsem v majhnih pekarnah, je v resnici iz bele, a obarvane moke. In tukaj se zgodba še ne konča. Sir, ki recimo na trgovinski polici stane 4 evre, 4 evre pa pol, ob tem pa vemo, da za kilogram poprečno kakovostnega sira potrebujemo okrog 10 litrov surovega mleka. Kar smrdi po zlorabi. Nižja cena hrane je pogosto pokazatelj slabše kakovosti. Zaupate proizvajalcem hrane? Mislim, ne vem, kaj ne rečem. Verjetno, če bi se bolj poglobila, bi našla tudi kakšne nepravilnosti. Jaz moram reči, da se zmeraj bolj odločam za čim bolj slovenske izdelke. Inšpektorjem pa še vedno največ težav povzroča ugotavljanje pravega porekla zelenjave in sadja. Zato je odgovornost tudi na strani potrošnikov. Od trgovcev je treba zahtevati kakovostno hrano, predvsem pa kupovati z glavo, ne z denarnico.